Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je tole všeč. In pa to dodatno tudi pomaga pri algoritmu, da priporoča čim več ljudem, da si ogledajo. Danes je petek, 3. julij in wow, smo dobili mi eno presenečenje včeraj. Vsi znaki so bili za nadaljevanje padanja, ampak trg je rekel drugače in je prišlo tudi do velikega iztiska kratkih pozicij. Saj si bomo pogledali, kaj se je zgodilo. Najprej pojdimo skozi novice, tukaj imamo že prvo. Bitcoin je seveda v zadnjih urah ponovno pokazal znake okrevanja in se približal območju $62,000, potem ko je bil trg deležen obsežnega zapiranja kratkih oziroma short pozicij. Analitiki menijo, da bi se lahko ob nadaljevanju pozitivnega razpoloženja cena povzpela proti $65,000. Bomo videli potem kasneje v tehnični analizi, seveda, če to spremljate kasneje preko shortov ali preko TikToka, si le oglejte tudi celotni video, če vas tole zanima. Vendar pa opozarjajo, da bo pot navzgor odvisna predvsem od vrnitve institucionalnega povpraševanja in izboljšanja makroekonomskih razmer. Dodatno zanimanje je vzbudilo tudi podjetje Sharplink, ki nadaljuje svojo strategijo kopičenja Ethereuma. V zadnjih dneh je kupilo še za približno $16 milijonov Ethereuma, s čimer potrjuje, da nekatera podjetja kljub negotovim razmeram še naprej dolgoročno stavijo na drugo največjo kriptovaluto. No, tukaj sem mislil še izpostaviti tole objavo. Odzvali so se tudi ETF skladi. Po 10-dnevnem padanju je včeraj prišlo tudi do kar precej velikih prilivov za 222 milijonov. Potem naprej imamo Ethereum in Solana. K okrevanju kriptotrga sta prispevala tudi Ethereum in Solana, ki sta beležila opazno rast. Glavni razlog je bilo množično zapiranje kratkih pozicij, seveda isto kot pri Bitcoinu, saj so številni trgovci stavili na nadaljnji padec cen, nato pa so bili zaradi nepričakovane rasti prisiljeni odkupovati svoje pozicije. Takšni short squeeze dogodki pogosto povzročijo hitra in izrazita gibanja navzgor, vendar analitiki opozarjajo, da to še ne pomeni začetka novega bikovskega trenda. Za trajnejšo rast bo po njihovem mnenju potrebna predvsem vrnitev svežega kapitala in močnejše povpraševanje na spot trgih. Ok, kaj imamo tukaj? Naprej zapiranje pozicij. Pa poglejmo. Danes je pod posebnim drobnogledom tudi trg Bitcoin opcij, saj zapadajo pogodbe v skupni vrednosti približno $2 milijard. Takšni dogodki pogosto povzročijo povečano volatilnost, saj veliki institucionalni vlagatelji prilagajajo svoje pozicije tik pred iztekom pogodb. Analitiki zato opozarjajo, da bi lahko Bitcoin v naslednjih urah doživel hitrejša gibanja v obe smeri, še posebej, če se cena približa ključnim izvršilnim ravnem opcijskih pogodb. Po izteku opcij se nestanovitnost pogosto umiri, zato bodo vlagatelji pozorno spremljali, v katero smer se bo trg odločil po današnjem dogajanju. Tako da danes zna biti še kar velik dan, še kar volatilen dan, seveda bomo to tudi spremljali naprej. In potem imamo tukaj še Rusijo,
ki nas bo, oziroma Evropsko unijo, očitno prehitela, kar se tiče CBDC-ja. Rusija nadaljuje priprave na uvedbo digitalnega rublja. Guvernerka Ruske centralne banke je potrdila, da naj bi se uradna uvedba državne digitalne valute začela že septembra letos. V prvi fazi bodo sistem uporabljale predvsem banke in večja podjetja, nato pa ga bodo postopoma razširili tudi na širšo javnost. Ruske oblasti poudarjajo, da digitalni rubelj ne bo nadomestil gotovine ali običajnih bančnih računov, ampak bo predstavljal dodatno obliko državnega denarja. Z uvedbo želi država pridobiti plačilni sistem, zmanjšati stroške transakcij in okrepiti nadzor nad finančnimi tokovi. Tukaj zelo pomemben poudarek, kar Rusijo uvršča med države, ki najbolj aktivno razvijajo digitalne valute centralnih bank. Očitno bo tukaj Rusija prvi primer CBDC-ja. Bomo pa vsekakor spremljali razvoj dogodkov, kako bo to šlo še naprej. Bomo videli, kakšen primer bo Rusija. Ok, tole sem še mislil izpostaviti. Julija se obetajo veliki odklepi določenih žetonov. Ta prvi in ta največji odklepi naj bi bili za Rain, potem je Pump, Bit. Bit smo tudi imeli tukaj v eni epizodi, Kripto dnevno je kar precej zrastel. Zdaj odklepi lahko pomenijo, da bi lahko to delovalo inflacijsko na te žetone, torej spust cene. Potem naslednji je ADI, Stable, ZRO oziroma Layer 0 in pa H, Humanity Protocol. Tako da, če držite slučajno te žetone, bi bilo dobro morda zdaj v tem mesecu spremljati gibanje cene, kako se bo tole odrazilo. Ok, toliko zdaj o tem, toliko o novicah. Poglejmo si zdaj mi tehnično analizo, kaj se je tukaj dogajalo. Najprej 15-minutni časovni interval, mi smo imeli tukaj tole konsolidacijo in potem smo v bistvu kar švignili gor. Seveda tukaj so ljudje stavili na padec. Mi smo sicer špekulirali, kaj zdaj mi tukaj delamo, ali je to dvojni vrh ali kaj bo zdaj. Mi tega nismo dokončali, tako da v bistvu ni bil dvojni vrh. Odbili smo se naprej gor in rastli vse gor do 62 tisoč. Kaj se dogaja zdaj? Zdaj ljudje pričakujejo nadaljevanje rasti. In to lahko vidimo tukaj, po tem nabiranju dolgih pozicij, kar se tiče tega indikatorja. Tako da danes bi znal biti tudi zelo pomemben dan, tudi glede na to, da se zapirajo opcijske pozicije. Prispeli smo vse do tukaj, do tega vrha, 62 tisoč. Če je imel kdo tukaj naštimane kratke pozicije, je bil zdaj ravno pred kratkim likvidiran. Imamo pa kar precej tukaj označenih kratkih, dolgih pozicij. Zdaj seveda ostajajo še vedno dolge pozicije tukaj spodaj, ki smo jih označevali. Kje imamo, no tukaj se zdaj nabirajo dolge pozicije, po mojem največ stop lossov je zdaj tukaj pod tem dnom na okoli 61.100, tam nekje. Če bi se slučajno preobrnili, bi bila sigurno tale prva pozicija, ki bi jo šli pobirati. Potem tukaj imamo eno na okoli 59.600. In pa, vsekakor tudi tukaj na 58 tisoč. Kar bo treba zdaj spremljati, je predvsem to, ali smo mi zdaj s tole rastjo naredili preobrat. Zaenkrat
Tukaj še ni nekih jasnih znakov, tako da bo treba malo počakati pa videti, kako bomo mi zdaj tole nadaljevali. Tukaj imamo zdaj še 4-urni časovni interval. Tukaj smo naredili tole konsolidacijo in zdaj smo mi naredili višji vrh. Še vedno pa nismo presegli tega tukaj. No, smo s temle špicem. Ampak ja, trenutno situacija je še malo tako neodločena. Zdaj, ja, glavna meja je 62 000, v novici so omenjali mejo 65 000. Če bi dosegli mi 65 000, potem bi dobili višji vrh od tega in ja, to bi po mojem potem že bil znak, da bi mi lahko dobili kakšen preobrat. Ampak dajmo pogledati zdaj še dnevni časovni interval. Ponavadi v takih situacijah je vedno dobro pogledati malo bolj oddaleč. Bom jaz tole zdaj zbrisal. To je bil naš Head and Shoulders, ki se je izvršil do neke mere. Cilj tega Head and Shouldersa je še vedno 57 000. Nekako smo prišli že do sem dol. Smo se dotaknili s špicem tele svečke. Še vedno lahko gremo testirati s polno svečko. Kaj se zdaj tukaj dogaja? Ja, sicer smo dobili mi zdaj tole rast, ampak tukaj se nam dela zdaj skrita medvedja divergenca. Tako da kljub vsej tej pozitivnosti, imamo vrh, nižji vrh v gibanju cene, kljub vsej tej pozitivnosti, ki smo jo mi dobili zdaj včeraj, bi mi lahko še vedno nadaljevali pot navzdol. RSI pa tukaj dela vrh in pa celo višji vrh, torej skrita medvedja divergenca. Zdaj, ja, trenutno, kar kaže Stochastic RSI, smo še vedno v bikovskem sentimentu, tako da moramo zdaj to počakati tukaj, da se izteče in seveda, dokot bomo mi prišli tukaj. Je pa ja, zelo, zelo zanimivo tukaj. Imamo tudi bikovsko divergenco. Poglejte to. Bikovska divergenca, ki bi se morda lahko izvršila. In v tem primeru bi mi izničili tole skrito medvedjo divergenco, ampak bomo videli zdaj, kako se bo vse izteklo. Imamo dno in pa nižje dno. Medtem ko tukaj, tile znakci me ovirajo, ga bom prestavil sem gor. Medtem ko tukaj imamo pa dno in pa višje dno. Kaj bo zdaj zmagalo? To je tukaj zdaj ta pravo vprašanje. Če mi tole potegnemo, poglejmo zdaj gibanje cene, potegnimo, označimo vrhove, označimo dna, imamo padajoči klin, torej gibanje cene nam morda govori, da bi mi lahko naredili nek preobrat. Padajoči klin je bikovski vzorec in preko tega klina bi mi lahko pač nadaljevali tole rast. Ampak dokler ne pridemo ven iz njega, to bo treba zdaj spremljati, tole zgornjo mejo. Mi smo zdaj točno na tej zgornji meji. Dokler je ne prebijemo, je vse skupaj še neodločeno. Dajmo izmeriti višino tega klina. Če mi zdaj tole prebijemo, potem bi mi vsekakor naredili tukaj višji vrh, vse gor do 70 000 in to bi potem resnično lahko pomenilo, da smo naredili preobrat. Bo še zelo, zelo zanimivo za spremljati
tole situacijo tukaj in še predvsem tole. Kaj bo zdaj zmagalo? Ali bo zmagala tale skrita medvedja divergenca, bomo zavrnjeni od tukaj in nadaljevali padanje, ali bo zmagala tale bikovska divergenca. Ne smemo pozabiti, mi delamo bikovsko divergenco tudi tukaj na tedenskem časovnem intervalu in to bi znal biti kar precej velik bikovski signal. Sicer Stochastic RSI je trenutno tukaj še v preprodanem območju. Bomo videli zdaj, ko ali če se križamo navzgor, kako bomo mi nadaljevali tole pot. Poglejmo si zdaj še likvidacijska območja, to moram ponovno osvežiti, da vidimo tukaj, kaj se dogaja. No, to deluje kar počasi, upam, da bo čim prej osvežilo zdaj. Ok, imamo kar en velik sendvič tukaj. Ogromno ljudi, ki ponovno stavi na padec. Meja je na tam nekje 62.500 oziroma od 62.000 pa vse do 62.500. In potem tudi tukaj zgoraj jih imamo na okoli 64.400. Tako da, če bi mi nadaljevali zdaj tole rast, torej imamo rast, konsolidacijo, to bi lahko pomenilo, da bi mi tole nadaljevali, bi lahko prišli vse gor do 65.000, torej točno toliko, kot je napovedoval članek. Zdaj, kaj imamo mi še tukaj spodaj? Ja, točno tukaj smo tudi mi označili tole likvidnostno območje na okoli 60.500, 61.000 in ja, tile so malo preblizu, lahko bi jih vseeno šli tudi pobirati. Drugače so pa tudi likvidacijska območja vseh tistih, ki so stavili v zadnjem času na rast. In tukaj jih imamo vse do 56 oziroma 57.000. Bomo videli zdaj, kako bomo mi prišli ven iz tegale sendviča. Zanimiv je seveda tudi Ethereum. Tukaj imamo, bom dal tegale nazaj na 4-urnega. Najprej si bomo pogledali 15-minutni časovni interval. Jaz sem spremljal tukaj včeraj tole trend linijo in sem si govoril, če jo prebijemo, ja, potem bomo rastli še naprej gor. In biki so bili izredno vztrajni in seveda so jo na koncu tudi prebili. Zdaj imamo spet konsolidacijo tukaj, vztrajno udarjamo ob tole mejo, zgornjo. To imamo na 1717 in to bi lahko pomenilo tudi nadaljevanje rasti. Se je pa v zadnjem času spet začelo nabirati kar precej dolgih pozicij, tako da če pride do preobrata, imamo tukaj spodaj tole likvidnostno območje na okoli 1688, ki bi ga lahko pobrali, če bi prišlo do kakšnega preobrata zdaj. Ima pa Ethereum ogromno likvidnosti zgoraj, seveda tudi spodaj. Če bi se zdaj slučajno preobrnili, smo tukaj že izpostavili 1690, pa potem tudi tukaj 1599, pa potem tukaj 1560, 1550 in tako naprej, vse dol do tam nekje 1510. Ampak precej več likvidnosti je pa zgoraj. Mi smo imeli pri Ethereumu označeno tole, naraščajoči, razširjajoči klin, ki smo ga mi prebili navzgor. To je sicer medvedji vzorec, ampak mi smo ga prebili navzgor. Tako da tukaj se je očitno izvršilo tistih 25%. Pri teh klinih je ponavadi tako, v 75% se izvršijo pač
v smeri pričakovanja. V 25% se pa izvršijo v nasprotni. No, tukaj smo zdaj mi dobili primer, ko se je izvršil v nasprotni smeri. In smo šli navzgor. RSI trenutno tukaj izgleda ok. Meni zelo zanimiv je bil tukaj dnevni časovni interval. Jaz bom tole zdaj pobrisal. Zakaj mi je bil zelo zanimiv dnevni časovni interval? Samo pogledajte tukaj, kaj se nam zdaj dela. Zelo očitno, dvojno, no, kaj sem zdaj, napačno orodje sem uporabil, dvojno dno. Nismo ga še dokončali, tole moram poudariti. Pridati moramo zdaj do tele neckline meje na okoli 1800, kar bi bilo zdaj možno, da mi v kratkem naredimo, torej da pridemo do 1800. In če bi se tole dvojno dno izvršilo, to je bikovski vzorec, kar precej močan. Če bi se tole dvojno dno izvršilo, ta glavna meja, kot sem zdaj izpostavil, je 1800. Torej, da jo prebijemo, naredimo podporo, odboj in seveda rastemo naprej gor in to bi bil bikovski scenarij za Ethereum. Potem imamo še enega medvedjega. Zdaj v zadnjem času smo videli, da se je to precejkrat izvršilo. Vedno opozarjam na tele neckline meje pri teh vzorcih dvojnega dna. Če mi prebijemo in jo izgubimo, potem so lahko biki zelo hudo kaznovani in to se je tudi že večkrat izvršilo med tem padanjem, ki smo ga imeli. Zdaj še vedno obstaja tudi drugi medvedji scenarij, da smo mi od te meje zavrnjeni in pa padamo naprej dol. Tako da ta meja bi znala biti zdaj v kratkem zelo pomembna in v zadnjem času, samo malo da vidim, smo mi naredili tudi bikovsko divergenco tukaj pri Ethereumu. Naredili smo dno in pa dno na isti višini, kar se tiče gibanja cene. Medtem ko tukaj, tile znakci me resnično prav motijo, medtem ko tukaj pri RSI-ju smo pa naredili dno v preprodanem območju RSI-ja in potem višje dno. Bo pa treba paziti, tudi tukaj imamo skrito medvedjo divergenco. Trenutno. Vrh, trenutno nižji vrh, potem ko tukaj smo naredili vrh in pa celo višji vrh. Torej, kaj se bo izvršilo? To bo zelo zanimivo za spremljati. Jaz bi zdaj predvsem gledal, če se bo izvršil tale vzorec dvojnega dna. Zakaj? Zato, ker gibanje cene ima v bistvu najpomembnejšo besedo tukaj. In seveda, kateri scenarij se bo potem izvršil. Če se bo izvršil bikovski, bomo mi potem nadaljevali tukaj rast naprej. Tako, to bi bilo potem tudi vse za danes. Jaz upam, da vam je bilo všeč. Vsekakor se priporočam za kakšen všeček, če vam je bilo. Ne se pozabi tudi naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live-a zamudili. Seveda še bolje pa je, da se mi pridružite v živo na Patreonu vsak dan ob 9. zjutraj. Če vas to zanima, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. Tako, to bo v bistvu vse. Kot sem že povedal, vikend je pred nami.
bomo videli, če bo kaj zanimivega preko vikenda, bom to vsekakor še dodatno obveščal preko Patreona. Tako da jaz vam zdaj želim en lep petek še naprej, en lep vikend, ki je pred nami in se ponovno vidimo, če ne prej, na ponedeljek ob 9. zjutraj. Čau, čau!